Najprej, zakaj ga potrebujemo. Tako, morda malo intimno, najprej pred nekaj dnevi sem bral en članek v Delu o tem odhajanju slovenskih mladih v tujino in me je kar presenetila številka, ki kaže, da je v letu 2017 odšlo v tujino več kot 4000 mladih med letom 20 in 34 letom. Več kot 4000, to je 20% celotne generacije pravzaprav. Ne. In če verjamemo, in verjetno je tako, da je večina teh mladih ima kar visoke kompetence in visoko izobražena, nas lahko ta številka še bolj skrbi. Pravzaprav na drugi strani pa morda ni potrebno, da nas skrbi, seveda, če ustvarjamo doma in imamo okolje, ki te mlade privabi nazaj, ker nič ni narobe, da grejo v tujino, prav je, da grejo, veseli bomo, če pridejo nazaj. Moja hči je med temi 4000 in vesel bom, če pride nazaj in želi si priti nazaj. Ne. Torej, kaj ustvarjamo v Sloveniji, kakšno okolje ustvarjamo? Ena od intimnih želja nas, tako strateških partnerjev, je, da ustvarjamo okolje, kjer bojo mladi radi se vrnili v Slovenijo. Seveda, drugo, bolj konkretno izhodišče je, da verjamemo, da je velik potencial med srednjimi in malimi podjetji, potencial oziroma potreba po storitvah za podporo digitalizaciji, digitalni transformaciji, prehodu v industrijo 4.0 in da srednja in mala podjetja nimajo na voljo toliko virov, kot jih imajo velika in zato potrebujejo nekoga, in nekaj, kar jim pri tem pomaga. To je osnovno izhodišče, zakaj potrebujemo. Sicer pa videli smo že danes primerjavo DESI, se pravi Digital Economy Society Index in uvrstitev Slovenije na sredino te lestvice, na 15. mesto od 28 članic. Lahko rečemo, da je to dobro, ker smo nekje v povprečju Evrope, vendar verjamem, da je za našo bodočo uspešnost zelo pomembno znanje in kompetence, o čemer danes pravzaprav govorimo, in da je to ključno pri nadaljnji uspešnosti slovenskega gospodarstva in da zato moramo biti v tem indeksu v zgornji tretjini pravzaprav tega, oziroma biti ambicioznejši, kot danes kaže ta indeks, in narediti vse, da pridemo v prvo tretjino, kar je pa zaskrbljujoče v tem indeksu, je, da smo najslabši, ali pa skoraj najslabši po kompetencah, tam smo pa v zadnji tretjini nastopajočih držav. Če pogledamo, kako se umeščamo v strategijo Slovenije 2030, so tukaj trije elementi ali pa cilji Slovenije na področju produktivnosti, ker želimo biti bistveno boljši in smo danes relativno slabi. In digitalne kompetence prispevajo veliko produktivnosti na področju inovativnosti, kjer spet govorimo o digitalnem in ta digitalna transformacija prinaša popolnoma druge koncepte in pristope pri inoviranju, pri odprtem inoviranju, pri povezovanju različnih deležnikov, ko ustvarjamo nov produkt, nove ideje, nove poslovne modele. In pa pri indeksu digitalnega gospodarstva družbe, kjer smo danes na 17. mestu, ko se je pisala strategija, smo bili na 17. mestu, ko smo videli na prejšnji sliki, smo danes že na 15. mestu in želimo biti v prvi tretjini. Se pravi, so potrebe tukaj in strategija Slovenije potrjuje to, želi iti v prvo tretjino. In pa digitalna Slovenija, strategija Digitalna Slovenija 2020, ki govori o malo bolj konkretnih elementih in iniciativah z tega področja. Jaz se tukaj ne bi preveč ponavljal, ker smo danes slišali pravzaprav precej iniciativ strani različnih deležnikov države prav na to temo. Lahko pohvalim mnoge iniciative, ki jih ministrstva ustvarjajo za podporo gospodarstva in pa za podporo gospodarstva pri digitalizaciji in pa za ustvarjanje nekega ekosistema, ki pomaga inovirati na področju digitalnega, kot je na primer iniciativa Ministrstva za javno upravo razvojno-inovativnega oblaka, ki pa danes še ni bil omenjen. In pa strategija Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi. Mi v IKT sektorju se zavedamo, da je Slovenija majhna, da je trg majhen, da pa imamo vse, kar imajo veliki. Ta je pravzaprav Slovenija odlično referenčno okolje za razvoj novih rešitev, s katerimi pa seveda moramo potem v izvoz. Kako se umeščamo v nek ekosistem, o katerem smo danes pravzaprav tudi kar nekaj govorili. Ta Digital Innovation Hub
Slovenija postaja enotna točka povezovanja vseh deležnikov na tem področju, na eni strani ponudnikov storitev, na drugi strani uporabnikov storitev, pa tudi drugih deležnikov, kot so univerze, se pravi izobraževalni sistem, raziskovalno razvojna sfera in državna ministrstva, ki ustvarjajo pogoje pri tem. Ideja je nastala, zrasla v okviru SRIP-a, smo prej slišali par besed, SRIP-a, pametna mestna skupnost, oziroma IKT horizontalne mreže, ki jo vodimo pri nas na Gospodarski zbornici Slovenije in je del pametne specializacije Slovenije. Širša vloga, torej fokus seveda mala in srednja podjetja in podpora pri digitalizaciji in digitalni transformaciji teh podjetij, izhajajoč iz nekih potreb, ki jih moramo razumeti. Te analize, ki jih danes vidimo o digitalni zrelosti podjetij v Sloveniji, so včasih malo zavajajoče, ker predstavljajo ponavadi relativno velik delež velikih podjetij in bistveno manjši delež malih podjetij, kjer je ta indeks digitalne zrelosti precej nižji in potrebe po teh storitvah bistveno višje. Širša družbena vloga od fokusa je pa tista, ki ustvarja pogoje, nek ekosistem malo bolj dolgoročno, od izobraževalnega sistema državnih subvencij oziroma drugih ukrepov in tako naprej. In pa ne nazadnje povezovanje znotraj mreže Digital Innovation Hubov v Evropi, se pravi izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks v Slovenijo iz naslova tega povezovanja. Digital Innovation Hub se je pred enim letom prijavil na razpis Evropske komisije, bil izbran kot edini v tem razpisu, edini v Sloveniji in smo zdaj del združbe 35 Digital Innovation Hubov v 13 državah Evrope, drugače pa teh hubov še blizu 200 še iz prejšnjih faz in tudi v Sloveniji jih je nekaj. In je to pravzaprav digitalni kompetenčni centri so ena od ključnih iniciativ Evrope pri digitalizaciji, pri teh iniciativah digitalizacije Evrope. Kdo smo ključni deležniki pri tem stičišču? Če gledamo levo zgoraj, na eni strani ponudniki storitev z tega področja, kot je na primer Združenje za informatiko in telekomunikacije z svojimi člani, kot je IKT horizontalna mreža s svojimi člani, kot je Poslovni inštitut poslovnih analitikov s svojimi člani, pa Grozd pametne tovarne na primer. Na drugi strani, na desni zgoraj imamo raziskovalno razvojne inštitucije, izobraževalne inštitucije, ki prinašajo najnovejša znanja in dosežke in ideja je, da jih čim prej in čim lažje plasiramo v industrijo. Potem levo spodaj uporabniki, mala in srednja podjetja in tudi del naših, desno zgoraj sem pozabil omeniti Fakulteta za elektrotehniko kot predstavnik Univerze v Ljubljani, Fakulteta za organizacijske vede kot predstavnik Mariborske univerze in Tekos kot Rudarski center Slovenije. To so deležniki, ki so med ustanovitelji Digital Innovation Huba. Levo spodaj še Tehnološki park Ljubljana, Gospodarska zbornica, kot že omenjeno, lesarski Grozd, ki predstavljajo tudi z svojimi člani uporabnike na tej strani in pa desno spodaj gre za povezovalne inštitucije vsega tega, kot so IKT horizontalna mreža, nacionalna mreža FabLab, se pravi mreža FabLabov v Sloveniji, če to poznate, kar tudi vodi Fakulteta za elektrotehniko, skozi katero se lokalno plasirajo znanja in tehnologije do uporabnikov v vseh slovenskih okoljih in pa Grozd pametne tovarne, kot omenjeno. Torej smo deležniki 8 strateških partnerjev, vendar Digital Innovation Hub Slovenija je odprt za vse ponudnike storitev z tega področja in za vse tiste, ki te storitve potrebujete, da ste del tega že skozi članstvo partnerjev, ki sem jih omenil zdaj, oziroma se nam priključite skozi članstvo v naslednjem obdobju. Kaj pa lahko ponudimo? Torej, vloga DIH, Digital Innovation Hub, vloga DIH-a je na eni strani, kot omenjeno, povezovanje evropskih in slovenskih inštitucij, gradnja storitev za podporo slovenskega gospodarstva, spodaj sodelovanje z DIH-i v Evropi in želimo tudi verificirati ali pa validirati ponudnike slovenskih storitev na tem področju in razvijati
storitve skupaj z njimi tam, kjer manjkajo, da bomo lahko ponudili slovenskemu gospodarstvu neko celovitost. Storitve lahko razdelimo na eni strani v razvoj digitalnih kompetenc in pomoč podjetjem pri ustvarjanju kariernih načrtov, pri ugotavljanju vrzeli v razvoju svojih zaposlenih, potem na povezovanje in na razvoj storitev za podporo neposredni digitalizaciji, digitalni transformaciji, industriji 4.0 in na vzpostavljanje okolja, kot na primer eksperimentalna okolja, ki jih lahko podjetja koristijo pri preverjanju nekih inovativnih storitev, novih inovativnih storitev skozi nek proces ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov, primernosti rešitve glede na deležnike, ki so se pravi neko eksperimentalno okolje, ki nam omogoča, kot je bilo v uvodnem predavanju danes rečeno, da ugotovimo svoje napake čim hitreje in smo zaradi tega bistveno uspešnejši na cilju. Kot en primer vzpostavitve tazga okolja. Gre pa tukaj seveda za precej širše okolje, vključno z ukrepi države za izobraževalnim sistemom, na katerega tudi seveda dolgoročno želimo vplivati, da bodo te 4000 mladih prišlo nazaj, da bojo imeli ustrezne kompetence za to, ki jih naše gospodarstvo bo potrebovalo v prihodnjih letih. Kaj sem pa zdaj naredil? Vsebinska področja, ki jih Digital Innovation Hub pokriva, so najširša od disruptivnih tehnologij do storitev tistih mehkih veščin, o katerih govorimo takrat, ko govorimo o preobrazbi podjetja, o poslovni preobrazbi podjetja v tej novi eri in v preobrazbi pri vstopanju v digitalno ekonomijo. Prejšnji teden sem bil na enem sestanku v Bruslju, kjer so rekli, da bojo v prihodnem obdobju po letu 2021 še posebej promovirali področja kibernetske varnosti, umetne inteligence in obdelave podatkov, kar je eno z drugim. Se pravi, ta tri področja bojo še posebej podpirali, kar za nas pomeni, da se moramo tudi na tem področju dobro zorganizirati. Recimo, področje umetne inteligence je tako, kjer imamo ogromno znanj, pa zelo veliko nepovezanost med seboj in ena iniciativ prihodnje Združenja za informatiko in telekomunikacije IKT horizontalna mreža bo povezovanje teh deležnikov v Sloveniji. Torej, verjamemo, da s to iniciativo lahko postavimo in ustvarimo enega od zelo pomembnih deležnikov na trgu za uspešen prehod slovenskega gospodarstva v digitalizacijo, digitalno transformacijo in da bomo res lahko zadihali digitalno v tistem, rečemo, humanem delu besede. Pa še to, tistih 4000 mladih bomo poskusili dobiti nazaj, pa vplivali bomo na to, da bo še kakšnih 2000 mladih iz drugih držav prišlo k nam študirati, pa nekaj od njih tudi pri nas ostali. V tem mislim pa, da je bodočnost Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa.